Ime tedna na Valu 202. In ime tedna je Matej Brajkovič, parašportnik, ki je na svetovnem prvenstvu v biljardu na vozičkih v Brisbaneu v disciplini hejbol osvojil zlato medaljo. Z naslovom svetovnega prvaka je dosegel enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega biljarda in parašporta. Matej, lep pozdrav in seveda čestitke tako za naslov prvaka, kot tudi za naslov ime tedna na Valu 202. Ja, zdravo, lep pozdrav nazaj, hvala lepa. Ja, prejšnji teden se je končalo prvenstvo v Avstraliji, vam časovna razlika dela še kakšne preglavice? Drži, ja, v bistvu v petek smo se vrnili, prvi dan mogoče, tudi drugi dan mogoče se zbudiš malo zmeden, ampak ne, zdaj pa recimo, da je že vse po starem. Zdaj ste že v službi, kot smo lahko slišali, ta trenutek še v službi, že doma, kje drugje? Konec službe. Konec. Doma? Službe, že doma? V bistvu, ja, kdo bi se mislil v biljardnici sem. Sem želel pripeljati, ampak preden se vrnemo k biljardu, pa na prvenstvo v Brisbane, prej sem vprašal, če vam je o tem nelagodno govoriti, pa pravite ne. Na vozičku ste pristali zaradi enega sankanja o otroštvu, ki se je končalo tragično, ne? Ja, drži. To v bistvu ni nobena skrivnost. Leta 1999 smo se med zimskimi počitnicami, srednja šola še, 4-letnik, 18 sem bil star, smo se z blazinami spuščali dol po smučišču, koliko je bilo, mislim, da je bilo polnoč, nekaj nobenega, videli smo tam one oranžne blazine, zaščitne, plastične. Smo rekli, dobra ideja, dajmo se dol spuščati, pa se pa kaj takega zgodi, pa nimaš kaj, ne? Ni bila najboljša ideja, ne? Očitno ne. Nažalost. Poslušalci, ki so danes glasovali za vas, so omenjali, da ste kljub tej življenjski zgodbi ostali vedrega duha in da ste človek, ki drugim nastavlja ogledalo. A ste hitro predelali tragedijo? Ja. To v bistvu postopoma dojemaš nekako. No. Sej v bistvu brez pomoči familije pa prijateljev, ki so itak prejšnji ostali, ne vem, zakaj bi prenehali biti prijatelji, karkoli smo bili očitno v redu povezani. Tako da brez njihove pomoči bi bilo mogoče malo težje, tako da meni se sploh ni zdelo toliko hudo, zdaj če nazaj pogledam, ne. Tako da nimamo kaj, življenje gre naprej. To je to. Pravite postopoma, na začetku vas je verjetno vse skupaj zelo prizadelo, predvsem ob misli, kaj bom pa zdaj? Ja, v bistvu nisem ravno vedel, kje je fora, če se tako izrazim. Mama moja je itak na začetku še probala skrivati pred mano, ali me ni hotela povedati, oziroma ne, mogoče tudi oni niso vedeli, kaj dejansko je. Potem pa tako sam opaziš s časom. Vas je biljard pravzaprav rešil? Dobro vprašanje. Ne vem, v bistvu probal sem mogoče več športov potem, ne, in mogoče biljard sem se držal v njem, mogoče tudi zato, ker sem še vedno večinoma igram še vedno z zdravimi, ne. Ne igramo ravno z invalidi, oziroma tudi ni kaj dosti konkurence v Sloveniji. Tako da mogoče me je zaradi tega toliko zanimivo, da sem o tem še zdaj, 25 let se s tem ukvarjam, ker se dejansko lahko kosam z vsemi normalnimi, ne, v narekovajih, če se tako izrazim. Ne. Mogoče mi je to motiv. Ja. In jih tudi premagujete, ne? Ja, slejko prej, seveda. Rekli ste, da ste prav v tem trenutku, ne, v biljardnici, po službi, po delovniku, pa me zanima, danes je ponedeljek, pa ste že v biljardnici. Koliko časa takole, ne na dan, ampak na teden, pa preživite v biljardnici, pa trenirate, na primer? Ja, zdaj, če se sprehodim skozi čas, nazaj, 15-20 let nazaj smo bili, ne vem, recimo, cel delovnik, recimo, celih 8 ur na dan v biljardni, več energije, bolj odostam mogoče. Zdaj, ko sem že malo starejši, to lahko rečem 40 plus, da sem že starejši, ne. Mogoče ni več toliko energije, druge stvari so še, tako da, recimo, 2krat na teden, po 5-6 ur, recimo. Ne.
eno Predava en poprečje. Se pravi, kar precej časa vendarle še vedno se je pa tekom let neko znanje očitno kar nabralo, nakopičilo, ne, Matej Brajkovič, parašportnik, svetovni prvak, ime tedna na valu 202, laično bi postavil tole vprašanje še, katere so tiste spretnosti, odlike dobrega igralca biljarda? Ja, sigurno je kilometrina, brez kilometrine noben ne more biti čez noč dober igralec biljarda. Izkušnje, definitivno. Potem meren duh, če se tako izrazim mogoče. To je tudi psihološka igra v ogromno fazah te igri. Tako da, ja, izkušnje mogoče bi izpostavljal še najbolj. No. Rekli smo torej, ste svetovni prvak v hejbolu oziroma v kitajski osmici. Kakšna sploh je ta zvrst biljarda? Pa je gre za daleč najbolj zahtevno disciplino med vsemi v biljardu, ki z izjemno podporo Kitajske kandidira tudi za vstop med olimpijske športe, zato tudi prvenstvo v Brisbaneu, kjer bodo olimpijske igre leta 2032. Zakaj gre pri tej kitajski osmici? Drži, ja. Ja, ta je zanimiv biljard v bistvu. To je mešanica med snukerjem, to je tisti biljard, ki ga gledamo na Eurošportu ponavadi, ko je polno rdečih pa nekaj barvnih, med snukerjem in pa navadnim biljardom, mešanica. Se pravi, platno, žepi so v bistvu od snuker mize, dejanska velikost mize in pa krogle so pa od navadnega biljarda. Ja. Pa za zelo zahtevno podlago gre, ne? Zahtevno podlago v katerem smislu? Na mizi sami. Na mizi sami. Ja, drug tepih v narekovajih, ja, je gor, seveda. Tudi luknje so res oske, zelo oske, tako da če nisi na milimeter natančen, ne bo šlo. Nekje sem zasledil, me boste popravili, da v Sloveniji do nedavnega sploh ni bilo tovrstnih miz, zdaj že so? Drži, ja, ni bilo. Res je, Kitajci orang lobirajo, lahko rečem, v narekovajih, in v veliki meri šenkajo, spet v narekovajih, mogoče mize po Evropi, po drugih kontinentih. Ravno zato, da se res popularizira ta šport, da res lahko dejansko pridejo na olimpijske, ja, kar je dejansko možno. Torej že je v Sloveniji kakšna takšna miza? Je. Tako, v mojem klubu, v našem klubu, tukaj na Bavarcu v Ljubljani, klub biljardistov Ljubljana, smo dejansko dobili 2 mizi, tako da vse pogoje imamo. Ne? Ja, pa očitno imate tudi veliko znanja. Prej smo rekli že treningi, kako je s tem, kot pravi vaš trener, ki nam je zaupal tudi, da vas kličejo Brajc, sta z Davidom Slačkom pri nas pravzaprav edina, ki se ukvarjata s hejbolom na vozičkih. Konkurenci torej praktično ni, no vidva sta pa potem igrala v polfinalu svetovnega prvenstva, eden proti drugemu, David je potem na koncu osvojil bron. Torej skoraj da brez konkurence pa tako uspešna. Kako to? Drži, ja. Tudi on je, mislim, da je bilo 2016 prvič, odkar se je tudi on udeležil prvega evropskega. Tako da rada skupaj potujeva, lažje nama je obema, ker sva dva, ne, ni treba sami takoli. Tako da ja, nama je všeč, rezultati pridejo sami, vse kaj prej, z ustrajnostjo seveda. Tako da ja, sem kar ponosen na oba, v bistvu. Na njega še predvsem, na sebe pa tudi moram biti, ne? Na sebe pa sploh. A vam je bilo težko v polfinalu igrati proti Davidu? Ja, seveda. Kako sta pa potem proslavila ta uspeh? Vi zlato, on bron? Ja, v vsakem primeru drugemu privoščiva, tako da to sploh ni problem. Sva šla pač na nemogoče ravno prijateljsko igro, ampak prej sva prijatelja, zdaj sva nasprotnika, tako da veva, kako se temu streže, tako da spet še nov meč, ki ga imava, ne? Nič takega pa ne stran. Kaj pa žurka potem? V bistvu smo se šparali kar za nazaj za Slovenijo, da dol ne bi kaj preveč zabluzili, tako da tudi nazdravili smo že, seveda, ja, nismo pa takem pretelavali.
pretiravali. Ste pa proslavili očitno in prav je tako, ko menjate pot nazaj, tole vprašanje bi še imel. Parašportniki se na poteh, na tekmovanja še vedno soočate z logističnimi izzivi, tudi občasno, kolikor prebiram, seveda neprijetnimi izkušnjami z denimo letalskimi prevozniki. Kakšna je bila vaša izkušnja, sama pot v Avstralijo in nazaj? Ja, sigurno je ta cela pot naporna. Določeni se tudi mogoče ne udeležijo teh stvari ravno zaradi teh stvari. Namreč najdaljši let je bil 14 ur, en predtem 6 ur. Je pa problem, moš prej se mogoče malo šparati z tekočinami, ker nočeš, da te prime lulat, če tako rečem, ali kaj več. Tako da ja, to je v bistvu moraš si vrste govoriti, se bo, pa probati zaspati, pa vsakeč, ko se spet zbudiš, si isto rečeš. Ja, sej. Tegobe so tudi pri tistih, ki niso invalidni, podobne, ko govorimo o teh dolgih letalskih prevozih. Matej, preden vam rečeva z Nejcem, hvala lepa za tale pogovor in veliko sreče, uspeha tudi v nadaljevanju vaše kariere, pa tudi življenjske poti nasploh. Zdaj je dokončno premagan bronast urok, ne? Leta 2023 ste na Finskem postali evropski prvak, ne v hejbolu, ampak v drugi disciplini biljarda na vozičkih. Prej pa so baje padale predvsem bronaste kolajne, je izdal Mitja Gradišnik, ki je tudi predsednik Biljard zveze, da ste že malce mislili, da ne bo šlo višje, torej od tega 3. mesta. Drži, ja. Ja, mogoče ves cajt sem se res boril, mogoče predvsem sam s sabo. Nisem mogoče rojen zmagovalec, oziroma tako da psihološke strani ponovadi me je to uničilo. Tako da očitno zaradi vseh izkušenj, zaradi mogoče, predvsem izkušenj, da je mogoče sem dejansko šel končno čez sebe in je dejansko se zadeva stekla, da je tako reči. Matej Brajkovič, ste rojen zmagovalec, glede na vse to, kar smo slišali, glede na vašo življenjsko pot in glede na vašo vedro plat in pa življenjsko energijo. Ne? Ja, super, hvala lepa. Čestitke. Hvala.